V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, svet je utrujen od sovraštva in hrepeni po ljubezni. Kdor se boji Boga, se boji ljubezni, kajti Bog je ljubezen. Božja največja lastnost ni njegova moč, čeprav je vsemogočen, in ni njegova slava, čeprav je veličasten, ampak njegova ljubezen. Ljubezen je bit Boga. Božja ljubezen ni statična, pasivna in osredotočena nase, ampak sega izven sebe, da druge priteguje k sebi. Zato je Božja ljubezen temelj vseh odnosov prave ljubezni. V Svetem pismu je opisana z nizom slik, v katerem Jezus Kristus kaže usmiljenje do ljudi in v njem je tudi razkrita v popolnosti. Jezus je vzorec pravega človeštva. Božja brezpogojna ljubezen se nikomur ne vsiljuje, ampak se ponuja kot dar. Svojo ljubezen do Boga preverjamo z ljubeznijo do sočloveka. Saj razpoznavni znak krščanstva ni vera, ampak ljubezen. Zato dobrodošli na bogoslužju. Prisluhnimo pred nadaljevanjem še obvestilom. Danes po bogoslužju imamo tukaj v cerkvi reden in prijeten občni zbor, sestanek, potem pa sledi cerkveni piknik zadaj v gozdičku za cerkvijo. V sredo predavanje z diskusijo odpade, ker je državni praznik, zato ob tej priliki vsem državljanom in državljankam čestitamo ob dnevu državnosti. Začenjajo se tudi počitnice in dopusti, zato verouka čez poletje ne bo, vendar pa bomo vseeno nadaljevali z utrinki za otroke, ki so vsako nedeljo pred pridigo. Za najmlajše pa bo med pridigo organizirano tudi varstvo. V juliju planiramo izvesti veliko generalno čiščenje cerkvenih prostorov. Vsi, ki bi želeli in mogli pomagati, se lahko prijavite pri Mariji Barborič, ki koordinira to akcijo. Naslednjo soboto je izlet za ženske na Primorsko. Obiskale boste dan odprtih vrat med polji Sivke in se srečali z ženskami iz evangeličanske cerkve na Obali. Vse zainteresirane se lahko prijavite pri Rebeki Jovanovič. Naslednjo nedeljo imamo krst. S krstom se bodo vesoljni krščanski cerkvi pridružili novi verniki, zato toliko bolj vabljeni vsi, ki bi se želeli pridružiti, ki bi želeli biti krščeni ali ki bi želeli, da se krstijo vaši otroci ali vnuki. Za krst se lahko prijavite pri duhovnikih. In še zadnje obvestilo, v soboto 5. julija bomo imeli v cerkvi še en prav poseben dogodek in sicer cerkveno poroko. Poročila cerkveno se bosta Matevž in Nina Kocjan, dekliško Mlakar. In s temi veselimi obvestili bomo prišli na prvo skupno veselo pesem, ki pravi: Ime najdražje Jezus je.
si vzljubil me. O, ljubim te, Jezus, o, ljubim te, Jezus, o, ljubim te, Jezus, saj prvi si vzljubil me. Izvolimo sesti. Biblično vodilo današnje nedelje glasi: Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. Prisluhnimo razkošju besed poezije 113. psalma. Aleluja! Hvalite Gospoda, služabniki, hvalite ime Gospodovo. Ime Gospodovo naj bo slavljeno od zdaj in na veke. Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda naj bo hvaljeno ime Gospodovo. Gospod je vzvišen nad vsemi narodi, nad nebesa sega njegova slava. Kdo je kakor Gospod naš Bog, ki ima prestol na višavi? Iz prahu zdiguje slabotnega, iz blata potegne ubogega, da ga posadi med kneze svojega ljudstva. Vabim nas k priznanju grehov. Naš Bog in Gospod, v življenju se srečujemo z različnimi ljudmi in okoliščinami. Priznavamo, da nam ne uspeva krščanstva vedno udejanjati po tvoji volji, ker so naše namere pogosto grešne. Pogosto tvoje dobrote opuščamo zaradi nevrednih reči. Stalni izzivi nas postavljajo pred ogledalo tvoje svetosti. Hvala ti, da tvoja svetost ne vzbuja v nas občutka krivde, ampak nas hrabri za nadaljnjo hojo ljubezni in občestvu s tabo. Tvoj ljubezen nas navdihuje za odgovornejše in polnejše življenje. Zato želimo prisluhniti glasu tvojega duha in te prosimo, Kristus, usmili se nas. Amen. Besede milosti in slavospeva pravijo: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim še k skupni molitvi. Ljubeči Bog, rad bi govoril s teboj, a ko pomislim na tvojo neskončnost, se mi zvrti v glavi. Hvala ti, da si svojo besedo prilagodil moji majhnosti, svojo milost pa moji šibkosti. Hvala ti, ker se mi razodevaš na preprost in razumljiv način, da mi ob tvoji svetosti ne poči srce, ampak ga tvoja ljubezen ogreje. Prosim te, ne povej mi vsega, ker itak ne bi dojel, saj si nerazložljiv. Hvala ti, da si postal dostopen, viden in otipljiv v Jezusu Kristusu. Samo en stavek mi reci, da me ljubiš, in to mi je dovolj. To poteši moje majhno in nemirno srce. To zadostuje, kajti brez tebe ne morem smiselno živeti. Zato naj je poveličeno tvoje ime. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli skupno pesem, ki pravi: Nihče nikakor ti.
spoznal Jezus, nihče nikakor ti. Nihče nikakor ti. Nihče ne gane iz srca kakor ti. Če vso večnost bi iskal, bi spoznal Jezus, nihče nikakor ti. Nihče nikakor ti. Nihče ne gane iz srca kakor ti. Če vso večnost bi iskal, bi spoznal Jezus, nihče nikakor ti. Nihče nikakor ti. Nihče ne gane iz srca kakor ti. Če vso večnost bi iskal, bi spoznal Jezus, nihče nikakor ti. Če vso večnost bi iskal, bi spoznal Jezus, nihče nikakor ti. Izvolite sesti, bratje in sestre. Berilo za današnje bogoslužje je iz prvega pisma apostola Janeza in pravi: Potem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas. Dal nam je od svojega duha. In mi smo gledali in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. Lepo je vedeti, da nas ima nekdo rad, in lepo je, če imamo tudi mi nekoga radi in mu to pokažemo na tak ali drugačen način. Toda spoznanje, da nas ima Bog rad in da je naredil on prvi korak do nas, presega razumevanje ljubezni. Kajti Božja ljubezen, o kateri piše apostol Janez, je agape ljubezen, to pomeni brezpogojna ljubezen. Ljubezen, ki ne zahteva ničesar v povračilo. In mi ljudje lahko vstopimo v takšno ljubezen, takrat, ko smo v odnosu z Bogom. In teolog Boyce, ameriški, je takole rekel: če bi Bog poslal Jezusa zgolj zato, da bi nas učil o sebi, bi bilo to čudovito. Bilo bi veliko več, kot si zaslužimo. Če bi Bog poslal Jezusa zgolj zato, da bi nam bil zgled, bi bilo tudi to dobro in bi imelo določeno vrednost. Čudovito pa je, da se Bog ni ustavil pri tem, ampak je poslal svojega Sina, ne le zato, da bi nas učil ali nam bil zgled, ampak da bi umrl kot zločinec, da bi nas rešil greha. To je Božja ljubezen. In hvala Bogu, da smo lahko deležni te Božje ljubezni. V nadaljevanju bomo prisluhnili mladinski skupini, ki nas bo povedla v slavljenje Boga. O čem bodo prepevali, pa bodo sami povedali. Ta pesem govori o tem, kako se včasih počutimo nevredne, šibke in nesprejete. A tudi v teh trenutkih nam Bog govori, da smo ljubljeni, močni in njegovi. Spominja nas, da prava vrednost ne prihaja iz naših napak ali dosežkov, ampak iz tega, kar on pravi o nas.
Zaupati moramo njegovim besedam in verjeti, kdo smo v njegovih očeh. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, wow. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am helped when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, wow. You say I am yours when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am helped when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, wow. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am helped when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. Zdaj pa vabim pevke in pevce mešanega pevskega zbora naše cerkve, da pridemo na oder in zapeli bomo 2 pesmi.
Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, izvolite naprej, da boste bolje videli, s kakšno igračo se bomo pa danes igrali. Torej, kakšna ideja? Kaj je to? Ste že kdaj videli kaj podobnega? V Čateških Toplicah? Tobogan. Tobogan sicer ni na vodo, ampak na koleščka. Torej, poanta tega tobogana je, ne smeš se zabavati. A poznate to zapoved? Ne smete se zabavati? Ne. Nihče? Ja, zato, ker ne obstaja. Res je. Ta zapoved ne obstaja. Tudi če bi rekli, da zapoved obstaja, ne smeš se zabavati, pomislimo starejši na naše življenje. Je polno vzponov in padcev,
vrtinec čustev, žalostnih in veselih trenutkov. Skratka, zelo zabavno. Torej, naše življenje je zabavno. In kaj se lahko naučimo? Sedaj smo ugotovili, da te zapovedi ni, torej zabavati se moramo in zabavali se boste, saj so počitnice in boste šli na morje in boste našli kakšen tobogan. In tako kot naše življenje se tudi mi spustimo, tako kot se boste vi na toboganih spustili, tudi v našem življenju je polno naključij, polno nepredvidljivih trenutkov, zaključkov, ne vemo, kaj bo jutri. Že če pomislimo na svoje zdravje, če pomislimo na nesreče, na naravne nesreče, prometne nesreče, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ampak vseeno, če se spustimo po toboganu, je zelo zabavno in potem pridemo dol, na varno, super in gremo še enkrat, a ne? Dokler starši ne začnejo težiti, a ne, otroci. Se pa zgodi včasih v življenju, da pridemo na rob naših moči, na rob našega potrpljenja. Ne vemo, kaj bo jutrišnji dan prinesel, težke naloge v šoli. In potem, če se zdaj tale veverica spusti po toboganu, se bo kaj zgodilo? Padla bo daleč na tla in zelo jo bo bolelo, ampak tega si ne želimo. In kaj nam lahko pri tem pomaga? Vera, bravo. In Božja roka, ki nas ujame. V Psalmu 16 v Stari zavezi lahko preberemo, naša usoda je v Božjih rokah. Tako da tudi, če ne vemo, kam nas bodo pripeljale naše odločitve, naše težke okoliščine, lahko zaupamo Bogu, da nas bo Božja roka ujela. Tako to velja za odrasle in za otroke. Še toliko lažje otroci zaupate, ker če imate starše, ker tudi oni morajo skrbeti za vas. Tako, hvala za pozornost. Sedaj pa najmlajši otroci greste lahko na varstvo. Malo starejši otroci boste pa ostali lahko v cerkvi in prisluhnili Božji besedi. Kot cerkev in kot posamezniki smo blagoslovljeni tudi s finančnimi sredstvi in sedaj bomo imeli priliko darovati naša finančna sredstva za izgradnjo in vzdrževanje cerkve. Dajem svoje ti srce.
Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen. Drage sestre, dragi bratje, v teh prihajajočih dneh, natančneje 25. junija, ponovno praznujemo Dan državnosti, s katerim na nek način krepimo tudi svojo nacionalno identiteto in zavest. Veste, mesec junij je poseben mesec tudi zaradi tega, ker se ravno 8.6. spominjamo rojstva velikega Slovenca, domoljuba, protestantskega duhovnika in ljubitelja miru, slovenskega jezika in slovenskega naroda. Torej, zagotovo veste, o kom govorim. Govorimo o Primožu Trubarju, ki je bil rojen 8.6. leta 1508 na Rašci. Brez njega bi zagotovo tudi naš praznik državnosti potekal drugače. Saj ravno Trubarju dolgujemo zahvalo, da imamo slovenski jezik. Primož Trubar pa ni ogromno naredil le za naš jezik, ampak tudi za našo vero. Verjel je namreč, da mora biti Božja beseda dostopna vsem. Ne v latinščini, ne v jeziku učenjakov, ampak v jeziku, ki ga govori ljudstvo, narod, ljudje, v jeziku srca. In tako smo Slovenci postali 12. narod na svetu, ki je imel svetopismo v svojem maternem jeziku. Vse zato, dragi zbrani, da bi se Božja ljubezen dotaknila tudi tistih, ki je do takrat niso mogli razumeti. Trubar nas tudi danes uči, da vera ni nekaj oddaljenega, rezerviranega zgolj za nekaj izbranih. Vera je domača, je kot dom, je preprosta in je namenjena vsem. Hvaležni smo, da lahko tudi mi danes beremo, molimo, oznanjamo v jeziku, ki ga razumemo. Zato je prav, da se v mesecu juniju, ko obeležujemo tako dan Primoža Trubarja, kot tudi dan državnosti, zazremo v njegove misli in tudi revolucionarne ideje tistega časa. Veste, Trubarjeva nuja, da se piše, da se pridiga v jeziku, ki je blizu ljudem, tako globoko zareže v srce poslušalca, zlasti takrat, ko slišimo tisti njegov vzklik: ljubi Slovenci. Sprašujem pa se, kakšne revolucionarne ideje bi Trubar danes delil z nami. Zagotovo bi v ta izraz ljubi Slovenci vključil prav vsakogar, ne glede na njegovo narodnost, versko prepričanje, ozadje. Če je 500 let nazaj vladala epidemija kužnih bolezni, potem pa morda danes tudi vlada kakšna epidemija. Epidemija bolezni sodobnega časa. Samo pomislimo na osamljenost, pa odtujenost, izoliranost, praznino, čustveno splitvenost, odvisnost od zaslonov, nadomeščanje človeškega stika s skrivanjem za zasloni, predstavljanje idealnega sebe s pomočjo korekcij različnih računalniških programov. Veste, v porastu je tudi epidemija družbenega izkoriščanja, pa družbenega izključevanja tistih, za katere smatramo, da so drugačni, ki jih imamo za slabše od nas. Pogosto si zatiskamo oči pred epidemijo sprijenosti današnje družbe. Najbolj je v porastu epidemija narcisizma, samovšečnosti in patološke ljubezni do sebe, za katero se v resnici skriva močno znižana samopodoba z izrazitimi občutki sramu in lastne neustreznosti. Življenje v tako zelo motenih in distorziranih socialnih okoljih pravzaprav ustvarja idealno gojišče za depresivni virus, ki predstavlja pandemijo 3. tisočletja.
Veste, morda bi nam Trubar danes rekel, ljubi Slovenci, pa prenehajte se že vendar skrivati pred samimi seboj in Bogom. Hrepenimo namreč potem, da bi bili opaženi, slišani, videni, hkrati pa se skrivamo pred drugimi in pred Bogom, ker ne želimo spoznati, kdo in kakšni v resnici smo. Zato raje ostajamo zavrnjeni, anonimneži. Odkar sta se Adam in Eva prvič igrala igro skrivalnic ali kuku igro, ki je univerzalna igra človeštva, pravzaprav vidimo, da sta se skrivala v Edenskem vrtu. Od tega trenutka dalje se človeštvo igra skrivalnice z Bogom in drug z drugim. Izogibamo in skrivamo svojo osiromašeno identiteto in izgubo dostojanstva. Zato nas tako močno zareže tisto vprašanje, tisto prvo vprašanje, veste, ki ga Bog postavi človeku, ko ga vpraša Adam, kje si? Oziroma z drugimi besedami, človek, kdo si? Kje si? Kaj se s teboj dogaja? Veste, o tem človekovem skrivanju, ki je blizu vsem nam, govori tudi svetopisemska evangeljska zgodba, ki nam je zagotovo vsem znana in se jo morda spomnimo še iz otroških dni, ko smo jo poslušali pri verouku. Zgodba govori o cestninarju Zaheju. Preberimo sedaj ta svetopisemski odlomek, ki naj služi kot osnova za današnje razmišljanje. Brali bomo iz Evangelija po Luki 19. poglavje od 1. do 10. vrstice. Pravi pa takole. Jezus in Zahej. Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel, Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili, ustavil se je pri grešnem človeku. Zahej pa je vstal in rekel Gospodu, Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Jezus pa mu je rekel, danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on, Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. Amen. Hvala Bogu za njegovo resnično, sveto in neminljivo besedo. Če smo pozorno poslušali prebrani odlomek, potem vidimo, da je najprej omenjen zapis, da je Jezus prišel v mesto Jeriho. Ni naključje, da evangelist Luka, ki je bil sicer po poklicu zdravnik in bi lahko rekli intelektualec tistega časa, omeni ravno to podrobnost, torej to, da je Jezus prišel v mesto Jeriho. Mesto Jeriho je v tistem času veljalo za eno najstarejših in najbogatejših mest. V bistvu je šlo za neke vrste oazo, tako intelektualno, materialno, kot tudi naravno. Oazo sredi puščave. Mesto Jeriho je pravzaprav prispodabljalo vse, kar je bilo povezano z močjo, z avtoriteto, z materializmom, s posvetnostjo. Mogoče bi lahko uporabili tole primerjavo, pa bi rekli, da je bilo mesto Jeriho kot danes ameriško mesto Las Vegas, torej mesto, za katerega pravimo, da ti je vse dovoljeno. In veste, ravno v tem mestu, ki je na videz popolno,
saj dejansko predstavlja oazo sredi puščave, torej lahko bi rekli predstavlja najbolj napredno družbo tedanjega časa, živi naš današnji protagonist ali Zahej. Sprašujem se, kaj mu pravzaprav pomaga, da živi v tako zelo naprednem mestu, če je v resnici prazen, nesrečen, izgubljen. Dragi zbrani, morda imamo tudi mi za sabo že številna potovanja skozi naš Jeriho. Morda smo v življenju poskušali že marsikaj, a smo globoko v svoji duši še vedno tako zelo kronično nezadovoljni in prazni. Navidezno bogato in privlačno mesto Jeriho v nas pušča še globjo praznino. Še najbolj zanimivo pa je, da zgodovina pravi, da je od mesta Jeriha pa do Jeruzalema vodila ena izmed najnevarnejših poti, tako zaradi naravnega terena, ki je zelo strm, kot tudi zaradi številnega kriminala in roparjev, ki so se največkrat na tej poti skrivali. Posamezniki torej, ki so potovali iz lepe oaze v mestu Jeruzalem, so se na tej poti pogosto počutili ranjene, zavržene, zlorabljene. Morda se to dogaja kdaj tudi nam, na naši življenjski poti, ko utrpimo separacijo ali pa zlom v medosebnih odnosih, ko kar naenkrat ostanemo sami, ko se nam zgodi krivica. Potem pa še izvemo, da v tem zloglasnem mestu živi mož po imenu Zahej. Kdo je Zahej? Cerkev ga najraje predstavlja kot bogatega pobiralca davkov, torej prebivalca tedanje Jerihe. Če bi se izrazila sodobnim jezikom, potem bi lahko rekli, da gre za političnega izdajalca, ki si je za hobi izbral korupcijo, izsiljevanje ljudi in podkupovanje. Občasno se pojavi tudi podatek, da je bil majhne postave. Izvirnik pravi, da je bil zelo, zelo majhen. Zahej je torej po naši prvi sodbi tipičen predstavnik izkoriščevalske buržoazije, ki je kapitalistično nastrojena, za dosego svojega cilja pa je pripravljena poteptati tudi tisto, kar je najdragocenejše, človekovo življenje. Najbolj pomenljiv izmed vseh pa je podatek, kaj njegovo ime, torej ime Zahej, dobesedno pomeni. Veste, v judovski kulturi je normalno in zelo naravno, da njihova imena nekaj pomenijo. Morda se mi, ko dajemo imena svojim otrokom, s tem ne ukvarjamo tako zelo, kot se s tem ukvarjajo Judje. Judje zelo premislijo, kakšna imena bodo dali svojim potomcem, predvsem, če gre za moške potomce. In veste, kaj pomeni ime Zahej? Dobesedno pomeni čist in pravičen. Kakšna ironija. Predstavljajte si, vsakokrat, ko ga je mama poklicala po imenu, mu je v bistvu rekla: hej, pridi na kosilo, ti, ki si čist in pravičen. In potem žena, predstavljajte si, ki je vedela, da goljufa, da pere denar in ga pokliče: pridi na kosilo, ti, ki si čist in pravičen, oziroma Zahej. Izvemo, da je bil čist in pravičen ali Zahej višji cestninar, ki se je pečal z nečednimi posli in goljufal pri zaračunavanju davka. Mimogrede, to pomeni, da je pobiral cestne davke, kot bi danes rekli, da bi prodajal vinjete za avtocesto po bistveno višji ceni kot sicer. Ker je stal pred mestnimi vrati, ljudje niso mogli vstopiti v mesto, narediti obhod, obvoznico, bi rekli danes, vkolikor mu niso plačali dodatnega denarja. Torej, njegove žrtve, vkolikor mu niso plačale denarja, niso smele prestopiti praga Jeriha in iti iz mesta Jeriho v Jeruzalem, kar pa je za Jude predstavljalo romarsko ali sveto pot. Zelo zanimivo, verjetno, ko so mu žrtve plačevale denar, so mu rekle: tu imaš denar, ti, Zahej, torej ti, ki si čist in pravičen.
Nekdo je očitno res imel smisel za humor, ko je tedanjega največjega tajkuna poimenoval z imenom čist in pravičen ali Zahej. Toda, dragi zbrani, nikar ne prehitevajmo s svojimi obsodbami in sodbami, kot bi tudi rekel naš rojak Primož Trubar, ki se je tako močno boril zoper onstranske, proč od človeka usmerjene cilje in vrednote tedanjega veka. Le malo kdo namreč v tej zgodbi o zloglasnem tajkunu Zaheju vidi drugo plat medalje. Veste, to je tista plat, ki jo vidi vsemogočni Bog. Če se preselimo 2000 let nazaj v tedanjo judovsko kulturo, potem lahko hitro sklepamo in zaključimo, da je bil Zahej, ki je bil očitno znižane postave, najverjetneje je šlo za napako v kromosomu, kot pravi grški izvirnik, odtujen. Najverjetneje so ga starši zapustili, bil je osamljen in izoliran, ker je bil majhne postave, ker je bilo z njim nekaj narobe, ker se ni rodil tako popoln, kot so si morda njegovi starši predstavljali. Verjetno je bil brez družine, zasmehovan in zlorabljen, poln kompleksov, ki jih je reševal z nečednimi posli. Svetopisemski izraz bil je namreč majhne postave označuje tudi to, da je bil ubog v duhu. In ta tajkun nizke postave se prične skrivati. Umika se za zasloni, za krošnjo dreves. Pravzaprav spleza na drevo, da ga nihče ne bi videl, kjer mirno čaka, a si globoko v sebi močno želi, da bi ga Jezus vendarle videl, da bi ga našel. Želi si, da bi Jezus videl njega, tistega njega, kakršen pač že je, čeprav ni čist in pravičen. Želi si, da bi Bog videl osamljenega, žalostnega in praznega človeka, ki se bori po bitki izgube. Želi si, da bi Bog videl človeka, ki se lomi pod težo svojega imena. Svetopisemska navedba, da je splezal na divjo smokvo, nam prikaže tudi to, da se ta ista divja smokva pojavlja že v prvi Mojzesovi knjigi, ko se prvima človekova, Adamu in Evi, odpreta oči in spoznata, da sta naga in si se šijeta predpasnika, verjeli ali ne, ravno iz listov divje smokve. Pričemer gre seveda za simboliko, saj nagota v Svetem pismu predstavlja to, da človek spozna, da je zgrešil. Divja smokva, veste, je bila zelo enostavna za plezanje, saj je imela nizko, a debelo deblo, dovolj močne veje in predvsem velike liste, ki lahko predstavljajo odlično skrivališče. Po drugi strani pa to tudi pove, da je bil Zahej očitno res zelo, zelo majhen, saj divja smokva ni bila visoko drevo. Očitno si Zahej z Adamom in Evo deli spoznanje, ko skuša pod krošnjo divje smokve in njenih listov skriti svojo nagoto greha, osamljenosti in praznine. Morda si to spoznanje z Zahejem delim tudi jaz. Morda tudi jaz danes plezam na krošnje drevesa in se skrivam, da drugi ali Bog ne bi videli mojega pravega obraza. Verjetno zato, ker me je v resnici strah zavrnitve. Nato pa v tej svetopisemski narativi vidimo preobrat. Veste, Jezus napravi revolucionarno dejanje za tisti čas, tako kot Trubar pred 500 leti. Jezus pravzaprav izvede najmodrejšo psihoterapevtsko intervencijo, tako kot Trubar, ki svojim pisanjem oživlja narod in medsebojne odnose. Običajno si psihoterapijo zamišljamo v lepo urejenem prostoru, kjer prijetno diši, mi sedimo v udobnem fotelju in razmišljamo o svojem življenju, skupaj z nadvse razumevajočim, prijaznim in toplim psihoterapevtom. V opisani evangeljski zgodbi pa je to okolje predstavljeno
kar na prašno ulično dogajanje mesta Jeriho. Medtem ko se tajkun, ki misli, da je zelo pomemben, a v sebi povsem prazen, skriva v krošnji drevesa. Jezus pa stoji na prašni ulici Jeriha, poleg pa je še množica opazovalcev, firpcev bi rekli danes, ki poslušajo in gledajo ta dialog. Zanimivo, le en Jezusov stavek, dialog, pogovor, komunikacija je dovolj, da se tajkunu Zaheju življenje obrne na glavo. Sprva se Zahej vede kot običajno, iz pozicije moči, ki je navajen, torej gleda na Jezusa z drevesa dol. To drevo mu daje občutek lažne varnosti, lažnega priznanja. Jezus pa ga pogleda gor in mu reče, hej, Zahej, oziroma hej ti, ki si čist in pravičen, hitro splezaj dol. Danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Drage sestre, dragi bratje, en Jezusov stavek je dovolj, da Bog Zaheju vrne njegovo izgubljeno dostojanstvo. Sprva se ta vsemogočni Bog poniža do te točke, da Zaheja pogleda gor, s čimer se mu približa in dovoli, da ga tajkun Zahej zviška gleda dol. Običajno božanstva zahtevajo, da se jih časti, da se pred njimi kleči, poniža. Krščanski Bog pa se je pripravljen ponižati celo do te točke, da sam pogleda gor, s čimer se približa Zaheju, ki misli, da izhaja iz svoje pozicije moči. Na to ga pozove in ga povabi, da naj vendar hitro spleza dol, pri čemer ga na nek način pozove, da se znebi svojega lažnega ega, da odloži fasado lastne pomembnosti, da se naj vendarle že neha skrivati za zaslonom v krošnji drevesa. Pravzaprav mu Jezus da dovoljenje, da se pokaže točno v takšni luči, kakršen je, majhne postave, torej ubog, zlomljen v duhu, grešni in nepoboljšljivi tajkun. Čeprav ga do neke mere razgali s tem, ko ga pozove, da spleza dol, pa mu hkrati vrne izgubljeno dostojanstvo in ga vključi nazaj v človeštvo, saj mu pravi, še danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Veste, v grškem izvirniku se vedno uporabljata dva termina za opisovanje časa. Eden je kronos, kar nam je verjetno znano, saj tudi mi to uporabljamo in pravimo kronologija ali kronološki potek dogodkov. Drugi pa je kairos, pomeni pa ugoden trenutek. Na tem mestu besedica danes ne predstavlja kronološkega časa. Torej danes, ko je 22. junij 2025, je prišel Jezus in rekel Zaheju, splezaj dol. Ta danes se torej v grškem izvirniku ne nanaša na datum, na kronološki potek, ampak se nanaša na tako imenovani kairos, kar pomeni ugoden trenutek, pravi trenutek, ravno zdaj, ravno ta moment. To je torej čas za spremembo, čas za napredek, za rast, za spreobrnenje, za odrešitev. Veste, Božja logika je drugačna kot človeška. Mi mislimo, da moramo biti dovolj dobri, zato da nas bo Bog videl, nas uslišal. Božja logika pa je logika kairosa ali logika trenutnega trenutka, ki je lahko ugoden. Danes ima vsak od nas priložnost za odrešenje. To, da si Bog želi ostati v njegovi hiši, pravzaprav pomeni, da si Bog želi imeti odnos z njim. Božje oči so zelo dobro videle, kje tiči Zahejev problem, zakaj je postal osovraženi tajkun in samovšečnež. Bil je namreč sam. Njegovo življenje je bilo prazno, bil je preziran, zapuščen, verjetno zlorabljen. Nihče se ni družil z njim, nihče ni hotel preživljati časa z njim. Nihče,
se ni želel pomuditi v njegovi hiši, v njegovem življenju. Ta Božja ponudba, da bi ostal v njegovi hiši, je ponudba, da Bog postane njegov prijatelj, zaveznik, da popravi zlomljene odnose, ki jih je Zahej imel. Na začetku odlomka smo prebrali, da je šel Jezus skozi mesto Jeriho, na koncu odlomka pa beremo, da želi Jezus ostati v hiši. Z drugimi besedami, navidezno privlačno mesto nikakor ne more nadomestiti tega, da se Jezus dotakne tvojega in mojega življenja, da vstopi v najino hišo, torej v najino življenje. Ta dotik je doživel tudi Zahej. Videli smo namreč, da je hitro splezal dol in ga, torej Jezusa, z veseljem sprejel, saj mu je Bog vrnil izgubljeno dostojanstvo. Veste, mi se tako radi ukvarjamo s tem, kakšni smo, ali smo dovolj dobri, kako nas bodo videli drugi, ali se obnašamo primerno, kot rečejo mladi, ali smo čudni, ali nekako ne sodimo v neko skupino ljudi. Toda pri Bogu je vse to obrnjeno na glavo. Jezus mu namreč reče, danes, to je ta ugodni trenutek ali kairos, danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on, torej Zahej, Abrahamov sin. S to povedjo, s tem stavkom Jezus pravzaprav Zaheja vključi nazaj v človeško družino odrešenih. Vrne mu dostojanstvo, sedaj se bo res lahko imenoval Zahej ali čist in pravičen. Drage sestre, dragi bratje, prepričana sem, da na tem svetu obstaja še zelo veliko Zahejev. Pravzaprav je celoten človeški rod od svojega obstoja dalje v resnici Zahej. Ustvarjeni smo bili z namenom, da bi bili čisti in pravični, a kaj, ko smo vsi izgubili Božjo slavo in zgrešili? Nikakor se ne moremo več sami po sebi imenovati kot čisti in pravični, saj izkoriščamo drug drugega, se obnašamo pogubno do narave, produciramo vojne in konflikte, se izživljamo nad šibkejšimi, ustvarjamo sila neugodne pogoje za življenje in kljub temu vehementno vsak dan plezamo na drevesa življenjskega odra, nad katerimi hočemo dominirati drug drugemu. A kaj, ko nam zmanjkuje dreves? Saj je vse več človeštva majhne postave, vse več nas je ubogih v duhu in vse bolj uničujemo ta drevesa. Če se torej želimo rešiti vseh naših predsodkov, epidemije narcisizma, samovšečnosti, napihnjenega ega, potem moramo prav vsi urno in hitro na psihoterapijo stvarnikom, da nam povrne dostojanstvo. In veste, ko bomo splezali dol iz svojih velikih obrambnih dreves, ko se bomo nehali skrivati za umetnimi zasloni, se bomo prav vsi lahko imenovali čisti in pravični. Apostol Pavel namreč pravi, da smo bili nepravični opravičeni zastonj po Božji milosti prek odkupitve v Kristusu Jezusu. Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom. Veste, ko se poravnajo naši odnosi z Bogom, se reparirajo, popravijo in zacelijo tudi naši medsebojni odnosi. Božje kraljestvo je namreč pravičnost, mir, veselje, tako pravi apostol Pavel v pismu Rimljanom. Kako prav je imel Primož Trubar, ki je že 500 let nazaj govoril ravno o tem, da ljubi Slovenci in ljubi vsi pravzaprav potrebujemo gnado, mir, milost in upravo spoznanje Božje skozi Jezusa Kristusa, oziroma z drugimi besedami zaceljen odnos z Bogom in tudi z bližnjimi. Amen. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Usmiljeni in mogočni Bog, pred tabo se ne želimo več skrivati. Želimo ti pokazati svoj pravi obraz.
Ne želimo več plezati po krošnjah dreves tega sveta, želimo pa, da se ustaviš pri naši hiši in postaneš naš prijatelj. Verjamemo, da je ravno danes v našo hišo, v naše življenje vstopil sam Kristus. Sedaj imamo življenje v izobilju. Prosimo te za Božji blagoslov in mir našim hišam. Amen. Bogoslužje bomo zaključili s pesmijo, ki govori ravno o tem. Pesem je vabilo, da pridemo takšni, kot smo, pred Boga.
Jezusu, Prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.